Ok, ta video sem sestavil čisto da sem malo izobrazil v narodno-zabavni glasbi. Džigra Starešga sem prosil za par ansamblov, da mi jih priporoča. Ni to za neka lestvica od 10 do 1, kjer so fajn, kjer niso. Dal mi je spisk tam nekje 15 ansamblov, malo sem jih izbral. Prebral sem na Wikipediji, na njihovih uradnih pageh, poslušal njihove pesmi, tako da pač nekaj malo več vem, no. Ni pa to za nekaj, da bi mogel reči smernice, kaj je fajn pa kaj ne. Narodno-zabavna glasba je glasbena zvrst, za katero so značilne ljudsko obarvane pesmi. Razširjena je predvsem v Sloveniji, Avstriji, Švici, Nemčiji, pa tudi na Češkem ter v Italiji. Na Slovenskem je znana in razširjena še najbolj po zaslugi številnih narodno-zabavnih ansamblov. Njene glasbene korenine so gočevsko igranje in ljudsko petje. Kulturne korenine segajo v 19. stoletje alpskih dežel, ki so Avstrija, Nemčija, Slovenija in Švica. Tipični inštrumenti: harmonika, kitara, kontrabas ali bas, kitara ali bariton, klarinet in trobenta. Ansambel bratov Avsenik je v svetovnem merilu verjetno najuspešnejša slovenska glasbena skupina. Delovala je od leta 1953 do 1990. Skupina je bila sprva trio, ki je kmalu prerasel v kvartet, in leta 1955 v gorenjski kvintet. Ta pa se je preimenoval v Kvintet bratov Avsenik. V času delovanja so izdali okrog 120 plošč in kaset, skupaj imajo okoli 670 skladb. Ansambel je bil popularen tudi v Avstriji, Nemčiji, drugod po Evropi. Na nemškem govornem območju so ga poznali pod imenom Oberkrainer Quintet, ko pa se je na tem območju predstavilo še več drugih slovenskih narodno-zabavnih skupin, pa original Oberkrainer. Jedro skupine sta predstavljala Slavko Avsenik, ki je pisal glasbo, ter njegov brat Vilko Avsenik, ki je pripravljal priredbe za ansambel. Slavko je igral harmoniko, Vilko pa je bil klarinetist v prvih letih delovanja ansambla. Slovenija, od kod lepote tvoje? Slovenija, od kod lepote tvoje? Evo ga, Alfi, legenda, še kar fura. In srečni tu smo doma. Čau se neki. Kvalitetna muzika, dobra besedila, pa zna se prodati. Nimaš kekle več plomuliti. Ansambel Lojzeta Slaka je nekdanja slovenska narodno-zabavna zasedba, ki ob ansamblu bratov Avsenik velja za utemeljitelje te zvrsti. Delovala je od leta 1964, ko se je oblikovala iz tria bratov Slak, do smrti vodje ansambla Lojzeta Slaka leta 2011. Medtem ko Avseniki veljajo za najboljšo kvintet zasedbo, se Slake postavlja na prvo mesto med trio zasedbami. V času delovanja so izdali vrsto plošč, kaset in zgoščenk. Ustvarili veliko uspešnic in prejeli več nagrad. Ansambel Lojzeta Slaka so sestavljala inštrumentalni trio Lojzeta Slaka in fantje s Praprotna. Harmoniko je v triu ves čas delovanja igral ustanovitelj ansambla in avtor melodij. Kitarist v ansamblu je bil večino let Niko Zlobko, ki je v ansamblu igral med letoma 1964 in 1990, nato pa še med letoma 2001 in 2007. V času, ko je igral pri sinovi zasedbi
Rom Pom Pom, med letoma 1990 in 2001 ga je nadomeščal Milan Ferlež. Od leta 2007 pa do konca delovanja ansambla leta 2011 je kitaro v ansamblu igral Janez Hvale. Tudi basisti so bili v času delovanja le trije. Prvi 2 leti je igral Ciril Babnik, ki ga leta 1965 nasledil Franc Sever. Ta je pri ansamblu stal več kot 20 let, dokler se ni leta 1988 odločil za samostojno odvetniško kariero, ki mu je vzelo preveč časa, da bi lahko nadaljeval. Zato se je ansamblu pridružil Tone Štritov, ki je nekaj let pozneje začel tudi prepevati s fanti s Praprotna kot prvi basist. Ja, kaj pa vem, da so takoj kao znani za avseniki, ampak spet so ti teksti kozarčki pa tako naprej. Veselica. Brane Klavžar, slovenski harmonikar in skladatelj, rojen 27. decembra 1955. Že njegov oče je bil harmonikar oziroma ljudski godec. V mladih letih ga je naučil igrati na harmoniko. Klavžar je leta 1981 ustanovil tudi lastno zasedbo Ansambel Braneta Klavžarja, ki je delovala do leta 2011, kasneje pa se je pojavil le ob posebnih priložnostih. Kot skladatelj je ustvarjal tako za lastni ansambel kot tudi druge zasedbe. Zato se mi včasih zgodi, urce hitijo, kozarci zvenijo, domov se prav nič ne mudi. Urce hitijo, kozarci zvenijo, domov se prav nič ne mudi. Rahlo polagam ti roke na čelo, poljubljam lase in oči in odhajam. To je pa malo bolj oblak do podneva, ki nikdar Duši pa kontrabas. skrbi ne pusti. Ansambel Banovšek je pričel z delovanjem leta 2013, natančno meseca decembra, na pobudo vodje ansambla Mateja Banovška in njegove sestre Venese Brglez. Želela sta namreč nadaljevati pot njunih staršev, ki sta prav tako skupaj ustanovila ansambel. Poleg Venese in Mateja ansambel sestavljajo še Rok Zbičanik, Andrej Sušec, Matej Turinek in Barbara Leber Turinek. Ansambel je leta 2015 posnel svoj prvi videospot za prav tako njihovo prvo lastno skladbo z naslovom Pod Konjiško goro, katere avtorja sta Matej Banovšek in njegova mama Danica Banovšek. Istega leta so posneli še spot za skladbo Drobtinica kruha, za katero sta avtorja prav tako Matej in Danica Banovšek. V letu 2016 pa so ponovno obudili skladbo Dvigni zlato kupico avtorja Mira Klinca. V tem času so na kanal YouTube nanizali kar nekaj narodnih in zabavnih projektov v živo. Še mi tole v živo slišati, ne spote. Zavidno ostani kot sanje, moj kraj pod Konjiško goro. Zavidno ostani kot sanje, moj kraj pod Konjiško goro. Ansambel Štiri kovači je narodno-zabavna zasedba, ki deluje neprekinjeno od leta 1954. Gre za kvintet zasedbo z 2 pevcema, ki je najbolj poznana po ponarodeli skladbi Kam le čas beži. Sedež ima v Slovenj Gradcu. Ansambel Štiri kovači so leta 1954 ustanovili 4 fanti, ki so bili zaposleni v kovaški industriji tovarne Kos v Slovenj Gradcu. Ustanovni člani so bili baritonist Viktor Breznik,
klarinetist in saksofonist Max Klančnik, trobentar in pevec Tine Lakovšek ter harmonikar in pevec Franc Šegovc. Predtem so že približno 2 leti igrali pod imenom Ansambel Max, saj je ansambel vodil Klančnik, ki je leta 1954 vodenje ansambla prepustil Šegovcu. Od leta 1968 je klarinetist ansambla namesto Klančnika Leopold Krajnc. Zasedbi se je leta 1972 kot pevka pridružila Šegovčeva žena Hermina. Na trobenti je leta 1980 Lakovška zamenjal Viktor Vrhovnik. 10 let pozneje se je ansamblu kot kitarist pridružil Jože Sedar, leto pozneje pa pevec Srečko Sedar in baritonist Zdenko Zdovc, ki je nadomestil Breznika. Prvi tonski posnetki so nastali leta 1955 z oddajo Za našo vas na Radiu Ljubljana. Leta 1964 so zmagali na tekmovanju narodnozabavnih ansamblov na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Leto pozneje so izdali tudi svojo prvo malo ploščo. Za naslovnico so se kot kovači fotografirali v eni izmed kovačij na Ježici. Fotografija še danes velja za eno najbolj kultnih slik v slovenski narodnozabavni glasbi. V tem času so ustvarili veliko skladb, ki so skorajda ponarodele, med katerimi je daleč najbolj poznan valček Kam le čas beži, za katero so leta 2000 dobili nagrado Zlati petelin, skladba pa je bila proglašena za vižo stoletja. Pozneje so izdali kar 37 plošč, od tega 3 v nemščini. Gospod uživo, Lušin. Ansambel Petra Finka je nastal leta 1992. Že leto prej pa je Peter kot solist na diatonični harmoniki posnel kaseto, na kateri je 10 lastnih instrumentalnih skladb. Prvi nastop ansambla nasploh je bil izbor za uvrstitev na Ptujski festival. Takrat so poleg vodje ansambla v sestavu igrali še kitarist Slavko Božič, pevec in basist Marjan Turk ter pevka Mojca Pavlič. Nastop na festivalu je bil presenetljivo zelo uspešen, saj so si s skladbo Ponosni smo nate priigrali zlato Orfejevo značko in bili proglašeni za najboljšega debitanta festivala. Posneli so tudi svoj prvi spot za nacionalno televizijo. Ansambel pa v tej sestavi ni deloval naprej, kajti Marjan, ki je samo pomagal, se je vrnil nazaj v Švico in začelo se je iskanje novega člana. Naključje je hotelo, da je prav takrat prenehal z delovanjem ansambel Slavka Pluta in pridružil se je Zdravko Blažič in poleti 1993 tudi pevka Jožica Mavsar, ki je zamenjala Mojco, ki se je posvetila solistični karieri. Naslednji korak je bil izid druge kasete z naslovom Novo življenje, ki je šla leta 1994. Že tako naslednje leto so posneli tretjo kaseto z naslovom Ko ata naš slavi. To kaseto je še posebej zaznamovala skladba Franc poslanc s takrat še posebej aktualnim šaljivim besedilom. Neopažen pa ni ostal tudi inštrumentalni valček z naslovom Valček za Ano, ki ga je v svoj repertoar uvrstilo kar nekaj frajtonarjev. Ansambel je doživel tudi kar nekaj kadrovskih sprememb. Leta 1996 se je pridružil basist Željko Mavželj. Leto kasneje je iz ansambla odšel Zdravko Blažič in zamenjal ga je Slavko Jereb.
Mevžle je isto leto zamenjal Imre Čaki, ki pa je vztrajal samo 1 leto. Pridružil se je Simon Kovačič. Tako je leta 1998 nastala zasedba, ki je skupaj vztrajala vse do februarja leta 2005. Lepa si vsa, sončna si vsa, moja Slovenija. Lepšega ni koščka sveta, kakor Slovenija. Špilam rdečo nit Slovenijo. Bival je tot od Karantanije, kakor čebelice nemarljive, prav taki so tu ljudje. Ansambel Nika Zajca je nekdanja narodnozabavna zasedba, ki je bila ustanovljena leta 1970, delovala pa je vse do smrti vodje ansambla leto 1999. Gre za enega najbolj priljubljenih ansamblov, ki je med drugim večkrat zmagal na tekmovalni oddaji Lojtrica domačih. Inštrumentalni trio Nika Zajca so sestavljali Niko Zajc na harmoniki, Fredo Pičler na kitari in Max Oražem na kontrabasu. Pichler je kasneje zamenjal Franc Pestotnik. V takšni zasedbi so posneli 2 mali in 3 velike gramofonske plošče. Tudi basisti so se v času delovanja nekajkrat zamenjali. Najprej je Oražma nadomestil Miro Medved, v poznejšem obdobju pa Rafael Siter. Igrali in peli so na raznih javnih prireditvah, izvajali so pa predvsem skladbe ansambla Bratov Avsenik. Po Sloveniji, moj mir Slovenijo. zveni, ko igra harmonika, pleše poje družba vsa. Po Sloveniji, zdravica naj doni, naj slovenski rod se dni, na tej zemljici živi. Franc Delčnak se rodil 18. decembra 1939 v Spodnjem Doliču pri Mislinji v družini, kjer so bili 3 otroci. Franc je bil najstarejši, druga je bila sestra Annica, najmlajši pa Božo. Dočnjakova starša se nista ukvarjala z glasbo, toda mama je bila odlična pevka. V sorodstvu je imel veliko stricev glasbenikov. Nasploh pa je Franc že od malih nog rad poslušal glasbo, vse zvrsti od klasične pa je imel najraje Straussa. Zanimivo. Franc je začel igrati diatonično harmoniko pri 16 letih. Oče mu jo je priskrbel tako, da je prodal radijski sprejemnik in mu jo kupil. Imel je tako imenovani absolutni posluh. Vse pesmi, ki jih je slišal, si je takoj zapomnil in je znal zaigrati brez not, samo po posluhu. Bil je samouk. V mladosti se je veliko ukvarjal s športom, bil je eden najbolj obetavnih vrtarjev pri nogometnem klubu Rudar iz Velenja. Pri teku na 1000 metrov je dosegal zavidljive rezultate. Pred poukom na obrtni šoli je večkrat tekel na dolge proge. Svojo prvo slavo je doživel pri 14 letih, ko je zaigral na neki poroki v Socki, ko se je tamkajšnji godec utrudil. Pozneje je večinoma igral na porokah. To je bilo od njegovega 14. do 17. leta. V tem obdobju sta mu s svojim znanjem veliko pomagala Matija Kovač in Avgust Mravljak. Kovač je živel v Švici in je znal harmoniko igrati precej drugače kot ljudski muzikanti. Nekoliko bolj odrezavo, po avstrijsko, medtem ko je bil Mravljak ljudski muzikant in se je prav tako učil pri Kovaču, marsikaj pa sta se s Francetem naučila tudi skupaj. Kovač je imel bogato glasbeno znanje, saj je v Švici več kot 20 let igral pri godbi.
Na javni radijski oddaji Pokaži, kaj znaš je leta 1964 kot solist dosegel prvo mesto. V oddaji Slovenski ansambli tekmujejo pa je prvo nagrado prav tako dobil njegov trio. V javni radijski oddaji Koncert iz naših krajev je nastopil dvakrat. Trio Franca Delčnjaka se je v javnosti pojavil leta 1965, veliko je igral na porokah, veselicah in na družabnih večerih. Z njim sta igrala Franc Korotačnik na kontrabasu in Ivan Hriberšek na kitari. Po prezgodnji Delčnjakovi smrti leta 1972 je Viki Ašič posnel še 2 pesmi, ki jim Delčnjaku ni uspelo, in sicer Na martinovanju ter Noč pod lokami. Ašič jo je posnel na svoji veliki plošči Haloze sončne. Franc Delčnjak in Viki Ašič sta bila zelo dobra prijatelja in skupaj veliko igrala tudi v gostišču pri Berti v Hudi luknji. Franc je bil zaposlen v Velenjskem rudniku v mizarski delavnici. Delo mizarskega pomočnika ga ni posebno zanimalo, sicer pa so ga invalidsko upokojili 3 leta pred njegovo smrtjo. Ja, to so pa ti majstri, veš. Diatonično. Fino. Vitezi polk in valčkov so znan ansambel, v katerem igrajo glasbeniki z dolgoletnimi izkušnjami, ki že desetletja, nekateri pa celo že več kot pol stoletja delujejo na glasbenem področju, družita pa jih veselje do igranja in predanost narodno-zabavni glasbi. Pred leti so bili še bolj dejavni kot danes, a videti je, da še niso rekli zadnje. Nedavno so se namreč zbrali in posneli videospot, ki jo je napisal blaženi škof Anton Martin Slomšek, En hribček bom kupil. Skladba je že skoraj ponarodela in jo povsod po Slovenijo prepevajo ravno v teh dneh, ko so v vinogradih potrgali še zadnje grozde, v kleteh pa že vre mošt, ki bo novembra postal vino. Člani vitezov polk in valčkov so Vili Ogranšek, Mirko Polutnik, Brane Klavžar, Ludvik Kos, Boris Terglav, Franci Pestotnik in Jože Šalej. Priredbo za pesem En hribček bom kupil je napisal Vili Ogranšek, videospot pa je na ogled na portalu YouTube. Najlepši moj kraj, svet počatek teča, mesec je visoko kot ptica, poletel bi rad, prek širnih poljan tja, do ljubeznih trav. Ansambel Murn sestavljajo 4 člani. Brata Elvis, harmonika, vokal in Denis Govedič, klarinet, saksofon, vokal. Ter Miha Bantan, kitara, trobenta, vokal in Miha Gunzek, bariton, bas kitara. V tej glasbeni zasedbi nastopajo že 10 let, njihovi vzorniki pa so šentjurski muzikanti. Tudi sicer se fantje zavzemajo za ohranjanje starejše glasbe z moškim petjem, o sebi pa radi povedo, da so prepoznavni po šentjurskem stilu igranja in njihovih oblačilih. 4-članski glasbeni sestav prihaja iz okolice Šentjurja in je leta 2016 nase opozoril na več narodno-zabavnih festivalih, tudi na Števerjanu, kjer so Murni s skladbo
Predsneti glavobol postali absolutni zmagovalci festivala. Festivalni odri jim niso tuji, saj so se leta 2022 udeležili 53. festivala narodno-zabavne glasbe Ptuj 2022. Predstavili so se s hudomušno polko z naslovom Jaz ne morem biti doma, ki je delo družinske naveze, priznane tekstopiske Vere Šolinc in njene hčere Eve Šolinc. V Murni sodelujejo s poznano ekipo, saj sta ravno Vera in Eva tisti, ki sta napisali tako besedilo kot melodijo za pesem Selama, s katero so se Murni predstavili na Ptujskem festivalu leta 2023. Ko pa pokažem svoj adut, so mehke v roku dveh minut. Na porožogo. Vsaka se smehlja, da Hudomušni fantje. vrsti bila. Spave. Najboljša je reklama, če dobra je salama, kira jo želi, prmen jo dobi. Ja, jaz sem se naučil precej novega, kar je bil tudi point pa cilj tega videa. Zdaj, če je bil tudi tebi všeč video in si se kaj naučila, všečkaj video s klikom ali tepom na like, kaj pokomentiraj, če imaš kakšne še druge informacije, pa predvsem prosim naroči se na moj kanal, klik, tep, subscribe. Hvala!